Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In za ta teden so nam angeli ponovno pripravili nekaj navodil, nekaj smernic, kaži pot, ki nam oziroma vam lahko pomaga, da bo teden lažji in lepši. In poglejmo, kaj so nam pripravljeni sporočiti za ta teden. Prva karta je desetica zraka. Desetica zraka govori o tem, da se neko obdobje zaključuje in da se to obdobje zaključuje s spremembo, se pravi z nečim drugačnim, z tem, da je nekako, kot bi bilo najtežje za nami in energije v preteklih tednih so bile res naporne, tako da tukaj nekako sporočajo, da se bojo stvari zdaj malo bolj odprle, da je nek zaključek nečesa oziroma da so tiste spremembe, ki se zdaj dogajajo, v katerih ste, da so namenjene temu, da vam je lažje, da so namenjene temu, da bo vse lepše steklo, da enostavno se odcepimo od starega, od vsega tistega, kar nam ne služi več in lahko pride nekaj novega. In predvsem na področju prepričanj, se pravi, kakšna so tista vaša prepričanja, kako bi moralo biti in tako to nekako, kot dobivam informacijo, ni več relevantno. Vaša prepričanja, kako bi morali biti, kako bi morali izgledati, kakšne naj bi bile stvari, enostavno ne zdržijo več, tako da dajte se odpreti čist novim možnostim. Naslednja karta. Življenjske izkušnje in nadangel Šamuel. Spet, razodetje, ki vodi spremembam, tukaj piše. Vplivni življenjski dogodki. To je karta, ki govori, energija nadangela Šamuela pravi, da zdaj je čas, da res razširimo svoja krila, da se prenehamo pacati v nečem, kar ni več v skladu z našo angelsko naravo in da se bojo zgodile stvari v tem tednu, ki vam bojo pomagale, da boste tiste spremembe, ki so bile prej omenjene, da boste lažje jih zaobjeli. In to ne bojo neke majhne stvari, ampak bojo novi svetovi na nek način, kjer je čas, da vse tisto, kar znate, vse tisto, kar veste, vse tisto, kar je nekje v vas samih že dlje časa prisotno, vaša notranja modrost, vaše izkušnje, da vse to uporabite in začnete živeti. Tako da nadangel Šamuel absolutno vas lahko pri tem podpre, tako da ga pokličete in ga prosite, naj vam pomaga razpreti vaša krila. In pa še zadnja karta. Luna in nadangel Haniel. Tisti, ki spremljate redno angelske navdihe, ga že poznate. Haniel govori o tem, da se v ozadju dogajajo stvari, se pravi, da ni potrebno, da bi naš kontroliral, da bi morali vse vedeti, da bi morali vse spremljati, ker se v ozadju dogajajo stvari, nad katerimi enostavno nimamo pregleda. In Haniel vedno ponuja nek portal v neko novo energijo. In preden stopimo v ta portal, ne vemo, kaj bo na drugi strani. Kar pomeni, da moramo zaupati temu, kaj bo na drugi strani. In zaupati temu, da Haniel kot nadangel, ki skrbi za ta portal, ve, kaj je tam in nam preko tega pomaga. Tako da, če pogledamo vse tri karte skupaj,
Zagotovo nove smeri, nove smernice v tem tednu. Čas je, da se prenehate skrivati, čas je, da prenehate ždeti v starih vzorcih razmišljanja in delovanja, česarkoli. In pri tem boste vstopili, vsi skupaj pravzaprav bomo vstopili skozi nek nov portal, eno novo energijo, in pri tem je zelo, zelo pomembno, da zaupamo, da nas angeli vodijo. Tako da nadangel Šamuel in nadangel Haniel naj bosta v tem tednu z vami in naj bo ta teden odličen. Uživajte, kolikor se le da, ne se obremenjevati s starimi stvarmi, dajte se osredotočiti na tisto, kar je novo. Tisto, kar je bilo, tega ne morete več spremeniti. Lahko pa vplivate na to, kaj bo. Danes postavljate temelje jutrišnjemu dnevu. In s to mislijo vas lepo pozdravljam, vam želim en čudovit teden in se vidimo naslednji ponedeljek. Čau, čau! Draga dama, pozdravljena! Na začetku vsakih angelskih navdihov, vsak ponedeljek, povem, da sem mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svoj yin, uživati v življenju in navdihovati druge. In prvi korak je aktivirati svoj yin, svojo žensko esenco, tisto, kar tebe definira v tvoji avtentičnosti. In to je proces, to ne gre kar s tleskom, ampak je potrebno iti v proces, se spustiti v svojo maternico in tam najdeš tisti pravi odgovor, svojo pravo avtentično energijo. In vabim te, da se pridružiš meni in skupini žensk na naslednjem 5-tedenskem potovanju v žensko esenco. In več informacij o tem najdeš na tejle povezavi tukaj. To ni tečaj za tiste, ki želite delati površinsko. In to ni tečaj za tiste, ki želite hitre rešitve. Gre za proces. Gre za proces potovanja, ki se začne seveda s prvim korakom, s prvim obiskom. In naj te ne bo strah, ker mogoče na začetku je tisto, kaj bom tam odkrila, kaj če najdem kaj, kar mi ne bo všeč. Ampak naj ti povem, da to ni možno. In tudi tisto, če najdeš in ni prijetno, je v tem varnem okolju te skupine najboljši možni način, da to sprostiš in da postaneš tista sijoča ženska, ki zna uživati v življenju, ki je zadovoljna sama s sabo, ki enostavno uživa v svoji sočnosti. In to se je mogoče naučiti. Pridi in boš videla.